Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Igor Zorčič, spoštovani generalni komisar Republike Slovenije za Expo 2020, gospod Matic Vovk, spoštovani veleposlanik, gospod Oto Pungartnik, spoštovani direktor slovenskega paviljona, gospod Jurček Žmavc, prijateljice in prijatelji, kolegice in kolegi. V vsaki zgodbi je neizbežno samo dvoje, začetek in konec. Expo 2020 v Dubaju, ki se je začel 1. oktobra 2021 v času velike negotovosti za voljo pandemije in silne nevere v to, da so dogodki v živo v taki meri, kot jo predstavlja Expo, sploh možni, danes, 31. marca 2022, zapira svoja vrata. Nepozabna izkušnja, ki nas je vse, ki smo bili del nje, obogatila in tudi spremenila, se bo čez nekaj ur nepreklicno zaključila. Ampak dotlej imamo še nekaj časa in priložnosti, da se zahvalimo drug drugemu in da strnemo dosežke Slovenije na tej rekordni izvedbi svetovne razstave. Jaz sem izjemno ponosna, da danes gostimo predsednika Državnega zbora, gospoda Igorja Zorčiča, ki nas bo počastil z nekaj mislimi. Gospod Zorčič, čeprav ste v Dubaju niti ne polnih 24 ur, verjamem, da ste si že ustvarili prvi vtis o tej preizkušnji, izkušnji in da boste lahko sporočili to, kar želite povedati Sloveniji ob robu drugega največjega projekta v mandatu Državnega zbora, ki ga vodite tudi vi. Hvala. Drage Slovenke, Slovenci, gostje, jaz bi vam vsem tistim, ki ste bili aktivno udeleženi pri predstavitvi Republike Slovenije na Expo 2020 v Dubaju, iskreno čestital za vaš doprinos k temu, da naša mala država, naša mala nacija postaja vse bolj znana širom po svetu. V tem mandatu je Slovenija ugriznila v dve, bom rekel, veliki jabolki. Eno je zagotovo predsedovanje Svetu Evropske unije, drugo je ta dogodek. In ne smem pozabiti, da tudi v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije, da smo še ta teden zaključili parlamentarno dimenzijo predsedovanja. Moram reči, da ne glede na to, da so politične razlike in ocene vseh teh naših angažmajev dostikrat različne, da nas sogovorniki v svetu prepoznavajo kot zelo kredibilne organizatorje, kot kredibilno državo, nas prepoznavajo kot nekoga, ki je po številu prebivalstva majhen, morda tudi po bruto družbenem proizvodu, ampak ki je sposoben organizirati velike zadeve na najvišji možni ravni in na najboljši način. Jaz sem prepričan, da tako kot se lahko v tem mandatu pohvalimo na eni strani z uspešnim predsedovanjem Svetu Evropske unije, tudi pri naši parlamentarni dimenziji, ki so jo izredno pohvalili vsi predsedniki obeh domov parlamentov, ki smo jih imeli v ponedeljek in torek v Sloveniji, ki so prav v delegacijah prihajali do nas in so povedali, da takšne organizacije že dolgo niso izkusili. Tako sem prepričan, da si tudi ta dogodek zasluži vso pohvalo. Slišal sem nekaj številk, morda jih boste predstavili še nekoliko podrobneje, 200 ali več kot 200 dogodkov, milijon obiskovalcev. To je tisto, kar nas pravzaprav dela velike, kar nas dela ponosne, kar nas daje ob bok vsem tistim, za katere si včasih intimno želimo biti. Včasih se primerjamo s Švico, včasih s kakšno drugo državo, redko kdaj s kakšno večjo. Pa prepričan sem, da je naš paviljon, naše gospodarstvo, naša identiteta takšna, so takšni, da se 30 let po osamosvojitvi ponosno postavimo pred našo zastavo, pred naše slogane in s ponosom povabimo kogarkoli na svetu v našo lepo državo.
Ne vem, če lahko vse to, kar ste storili, izmerimo, če lahko vse te posle in bom rekel vso predstavitev pretvorimo v številke. Ampak prepričan sem, da glede na vse trende, ki so kljub vsem drugim okoliščinam v svetu, tudi vojni v Ukrajini, vendarle pozitivni, da bo čas pokazal, da ste storili veliko delo. Danes smo v Sloveniji priča volitvam, medtem ko se tu dela predstavitev Slovenije, se pri nas pogovarjamo o pomembnih zadevah, tako kot v vsakem demokratičnem procesu, o naši prihodnosti. Jaz bi si želel, da bi bila ta prihodnost v veliki meri naravnana tudi z našim gospodarstvom, ki je pravzaprav hrbtenica delovanja naše države. Tudi če želimo biti bolj socialni, smo lahko samo, če imamo s čim biti. Če imamo dovolj prihodkov, če naše gospodarstvo deluje in če naši gospodarstveniki, ki delajo širom po svetu, ker smo po eni strani kot izvozna država, tisti, ki lahko to priložnost izkoristimo, na drugi strani smo pa nekako tudi prisiljeni zaradi majhnosti trga izvažati, če lahko vse to potem vrnemo naši domovini. Torej, spoštovane in spoštovani, upam, da bo tudi debata doma, ki se mora odviti, šla v tej smeri, da se ne bomo preveč umikali na kakšne druge teme, ki so manj produktivne. Zagotovo se bomo pa lahko tudi po teh volitvah obrnili skozi to obdobje expa, predsedovanja, preteklega mandata s ponosom. Jaz bi vam še enkrat ob tej priložnosti čestital. Želim vam, da se že zgodaj začnete pripravljati za naslednji expo. Verjamem, da se bomo takrat po raznih kazalcih povzpeli še višje, da bomo še bolj razvita država, še bolj prepoznana po gospodarstvu, po športnikih, upam, da tudi po politikih. In vam skratka v tem smislu želim uspešno delovanje in poslovanje. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Zorčiču za te spodbudne in dragocene misli. Tako kot se Expo 2020 nocoj bliža sklepnemu dejanju, se sklepnemu dejanju bliža tudi mandat veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih, gospoda Ota Pungartnika. Gospod Pungartnik, predno zapustite to lepo deželo, vas prosimo za nekaj sklepnih misli. Bili ste pomemben glasnik slovenstva v času Expa in pomembno ste utirali poti predstavnikom Republike Slovenije do sogovornikov države gostiteljice. Prosim. Hvala lepa. Leta 2018 smo pričeli odpirati ambasado v Abu Dhabiju. Moram reči, takrat so se tudi nekje začenjala dela tu na Expo in moram reči, razen nekaj zgradb, ki se je gradilo, je bilo vse ena sama puščava. In takrat smo gledali na to polje peska in nam so govorili, kje bo stal kakšen paviljon. In s ponosom smo vedeli že od samega začetka, kje naš paviljon bo. In ker je Slovenija kot druga država na svetu podpisala sporazum z Expo, da bomo tu postavili svoj paviljon. Moram reči, da so bili v Emiratih nad, bi rekel, to korajžno gesto Slovenije izjemno veseli. Prva država, ki je to objavila, je bila Švica, mi smo bili drugi. In potem je minil kar nekaj časa, predno smo v ta pesek zakopali lopate in začela se je gradnja tega objekta. Moram reči, v začetku z velikimi problemi, ker je bil problem les, ne? Ker tukaj je les gorljiv material in boljše, da je čim manj lesa. Ampak smo uspeli tukaj prepričati
ustrezne ljudi in potem se je gradnja nadaljevala. Zelo smo bili ponosni, ko smo v roku končali ta objekt. Res, da je pol bila korona in bi rekel, je bil cel dogodek premaknjen za 1 leto. Ampak imeli smo dober občutek, da smo svoje naredili, zdaj pa stvari morajo naprej teči. In so tekle. In potem je prišla odločitev, kdaj se začne ta dogodek. Druge države so imele hudo paniko, da so še zadnji trenutek urejale določene stvari. Tudi pri nas, na našem paviljonu je bilo tako, ampak mi smo imeli več ali manj vse stvari pod streho in pod kontrolo. In potem se je Expo odprl. In na tej točki bom jaz nehal govoriti o Expu, ker bo ta več o tem povedala Jurček pa Matic. Moram reči, da smo bili na ambasadi zelo veseli sodelovanja za celotno ekipo, z Maticom, Jurčekom in vsemi ostalimi. In moram reči, glede na to, da imam že malo sive lase in sem že malo včasih skeptik, sem rekel, ja, pa relativno so še mladi, tudi Jurček, no, še relativno mlad. In sem rekel, tole bo težka. Ampak po 6 mesecih, vsa čast, opravili ste veliko delo in častno delo. In moram reči, da ste naredili za našo državo ogromno. Če smo pred 4 leti še mogli komorkoli pojasnjevati, kje je Slovenija, zdaj skoraj večina ljudi tu ve, kje je, kaj smo in da je država z velikim potencialom. Mi srečujemo ljudi, ki rečejo, ja, poznamo Slovenijo, smo bili na vašem paviljonu, nam je vse jasno, pridemo tudi kot turisti. In zdaj, moram reči, ker se mi končuje mandat, moram reči, da sem zelo vesel, da nam je uspelo predsedovanje, da nam je uspel ta Expo in to je predvsem zasluga vas, ki ste delali na tem. Trdo, od jutra do večera, včasih ste bili deležni tudi kakšne grenke besede od koga, ampak mislim, da ste opravili svojo nalogo odlično. In moram reči, da me to izjemno veseli. Na drugi strani odhajam z enim dobrim občutkom, da smo uspeli tukaj v Emiratih res narediti, bi rekel, eno zgodbo o uspehu. Ne? In tako kot si Tadej Pogačar zasluži, da smo vsi bi rekel, ponosni na njega, si zaslužijo tudi cela vrsta podjetnikov. In moram reči, samo podatek, da smo v lanskem letu, ko je bil COVID, trgovino z Emirati povečali za 38%, govoril pri temu, da imamo celo vrsto, bi rekel, ljudi, ki so prav tako vztrajni, pa bi rekel, dobri, vsaj kot Tadej Pogačar. In mislim, da je to, posebno to štejem za, bi rekel, tudi svoj osebni uspeh in uspeh Slovenije. Druga stvar je, uspeli smo rešiti problem letalske povezave. Vsak dan je tu v Emiratih v tem trenutku 1000 Slovencev. Poleti, upamo, se bo ta tok obrnil proti Sloveniji in na ta račun bomo dobivali dodatne turiste. Če je bilo pred začetku Expa še veliko vprašanje, ali bomo sploh obdržali ta let, so potem iz 3 letov povečali na 5 in od poletja dalje bo avion letel iz Ljubljane v Dubaj vsak dan. Tako da ne bom se hvalil naprej, ker potem bi izgledali, da je lastna hvala cela mala, ampak
v tem trenutku. Hvala vam lepa, hvala lepa tudi vsem Slovencem tu v Emiratih, pa tistih, ki ste bili zdaj 6 mesecev tu na svojem delu. Hvala lepa za vaš prispevek. Resnično ste v izjemno lepem smislu predstavili Slovenijo. In zdaj želim vam vse lepo še naprej. Ko pa boste kdaj v Sloveniji, bom pa zelo vesel, da se srečamo, pa kiro rečemo. Lep pozdrav. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pungartnik. Se bomo pozanimali za vaš naslov v Šentjurju, tako da se vidimo. Ne? Zdaj pa, gospe in gospodje, načrt je bil, da bomo danes zelo formalni, zelo resni, ampak mislim, da priložnost ni taka, kljub vsemu. Zato na oder k sebi vabim dva sotrpina, kolega, s katerimi smo prečuli, prebili nešteto noči, trli trde orehe in ugriznili v marsikako zelo, zelo kislo jabolko. To sta generalni komisar Republike Slovenije za Expo 2020, gospod Matic Vovk, in pa direktor slovenskega paviljona, gospod Jurček Žmavc. Izvolite, mikrofon je vajin. Čisto na kratko, Jurček, bom dala tebi prednost, ker si tako mlad. Tudi tikali se bomo, mislim, da ni primerno, da se vikamo kljub vsemu spoštovanju, ki ga imamo drug do drugega. Jurček, povej, za teboj je dolgoletna diplomatska kariera, nešteto poslovnih uspehov. Kako visoko na lestvici zahtevnosti od 1 do 10 je to, kar si preživel v zadnjih 7 mesecev? Ja, mislim, da smo kar blizu 10. Res, glede na vse, koliko zdaj, 31 delovnih let, 20 let diplomacije, univerze, ne vem, sodnije, vsega skupaj, je bil pa ta Expo res izziv. Mogoče tudi zato, če smo iskreni, ker sem med zadnjimi prišel v ekipo, sem mogel ekipo sestaviti in če vi morate vedeti, da se mi junija niti poznali nismo. Danes pa smo, bi rekel, na zadnji dan tega Expa lahko ponosni en na drugega. In jaz mislim, da je to en tisti dosežek, ki je potreben ekstra aplauza. In kot je povedal že predsednik in kot je povedal veleposlanik, je ta projekt po moje res naredil promocijo Slovenije kot malo kateri do zdaj. Jaz vedno povem, da sem se pred 31 leti boril za to državo. In da zdaj po 31 letih je prvič v življenju sem sam prišel v Arabske Emirate in ta del sveta. Ampak moram reči res, da se je Slovenija in na gospodarstvu, in v turizmu, in v kulturi, in v, ne vem, v znanosti pokazala res kot, bi rekel, nima nas kaj biti sram. Nič nas ni treba biti sram, ker smo enako dobri, nekje celo boljši. In če samo končam z besedami, da sem tu večkrat poslušal, ko so drugi ljudje sedeli na tej strani in sem vedno rekel, da so mi dvignili ponos, da sem Slovenec. Matic, bil si med najmlajšimi, če ne najmlajši generalni komisar letošnjega Expa? Nisem bil najmlajši, ne. Tretji najmlajši, še vedno bomo rekli bil sem najmlajši med samostojnimi paviljoni. Ja. Dajmo tako reči. Dajmo tako reči, to je poseben dosežek posebne vrste. Matic, prvič si tudi ti deloval v mednarodnem okolju v Združenih arabskih Emiratih. Kako globoko ti je zlezel pod kožo Dubaj? Ja, res je, jaz sem v bistvu prvič delal mednarodni projekt in prvič sem delal v tujini. Tako da, ko sem dobil to priložnost, sem bil na začetku mogoče malo zadržkal, kako se bom tega lotil, ker niti živel nisem v tujini, to je le drug svet, to so druge okoliščine, druga kultura. Ampak potem, ko smo enkrat skupaj začeli, ko smo dejansko imeli to ekipo okrog sebe, je bilo precej lažje. Ne? In enostavno smo potem delali skupaj, dihali skupaj, včasih smo se tudi skregali, se to je najbolj normalno, ampak na koncu smo nekako, je bilo precej lažje. No? Imaš ljudi okrog sebe, ki govorijo slovensko, ki te razumejo, s katerimi se razumeš ti, je potem tudi dejstvo, da živiš v tujini, ampak v nekem drugem svetu, je precej lažje. Ne? Ampak Dubaj kot takšen je zagotovo dežela priložnosti. Jaz mislim, da je Slovenija dobro izkoristila in da bomo kot taki
da smo naredili neke dobre temelje za to, da lahko Slovenija se dolgoročno prezentira, ne samo tu, ampak tudi v celi regiji, ker to je regija s potencialom in tako kot je že predsednik rekel, mi smo izvozno naravnana država, mi smo država, ki moramo odpirati nove trge, sploh zaradi situacije tudi, ki se dogaja zdaj na vzhodu Evrope. Mislim, da je tukaj ena priložnost, da v bistvu iščemo neke alternative in slovenska podjetja, ki so bila tu, so zagotovo pokazala, da imajo znanje in pa potencial, da tudi tu uspejo. Torej, slovenska predstavitev v Dubaju številka zgleda nekako takole. 1 milijon obiskovalcev, 600 podjetij vključenih v poslovne predstavitve, delegacije ali pa v samostojne razstavljavske projekte, 34 poslovnih ali regijskih delegacij in vrsto nepozabnih srečanj. Jurček, kaj je bilo tisto, česar zares ne boš pozabil? Kak dogodek, kak človek, kak dosežek? Več tega. Celo mi pravijo, da bi mogel knjigo napisati. In mogoče bi bila bestseller vsaki, če bi se prodajala, jaz in moj Expo. Ampak glej, vsega najbolj je mogoče to, ko mi je Patrik pred 2 dnevoma napisal vsem nam tekst. Rekli sem, da imel slovensko skupino, sem predstavljal in sem rekel, gledajte, zdaj moram pa nekaj prebrati. Da je prišla gospa, lokalna, zaprta samo oči in je prišla in je pokazala karto za Slovenijo, da je prišla na paviljon in je videla, kakva je lepa Slovenija in da hoče to videti v živo in je prišla pokazati Patriku, gledajte, jaz pa sem kupila karto in grem s celo družino v Slovenijo. In mislim že, to je meni ena taka kljukica, da rečem samo, hvala lepa. Matic, isto vprašanje tudi zate. Kaj je tisto, po čemer se boš ta Expo zapomnil? Kateri dosežek se ti zdi zdajle, ker Expo še niti ni konec, največji? Ja, ker smo mi da smo približno istočasno prišli na projekt, to je bilo dejansko na prvem valu COVID-a, takrat smo imeli neke ideje, neke številke v glavi, pa vemo, da smo operirali številko 7 poslovnih delegacij, rekli smo, če bomo imeli 50 podjetij, bo dovolj, da tako rečemo, nismo še niti vedeli, če bo letalske povezave vzpostavljene, niti nismo še vedeli, na kak način se bomo prezentirali, kdo bo član ekipe, ampak potem, ko se je Expo začel, so v bistvu ta neke vrste pričakovanja povečevala, v bistvu se je tudi v Sloveniji, tu smo lahko rečemo vsi skupaj zelo veseli, se je neka pozitivna nota o tem Expo širila in ljudje so želeli priti, dobivali smo nove delegacije, dobivali smo nove obiske, dobivali smo nove najave in na koncu smo prišli na številko 34 poslovnih delegacij, preko 120 ali pa približno 120 podjetij v različnih paketih in skoraj 600 podjetij, ki so tako ali drugače prišli, pa sem prepričan, če bi imeli paviljon odprt 14 dni, bi imeli še par delegacij. Še danes smo imeli, mislim, da 2 delegacije, tako da interes je bil res velik in v bistvu to je ena taka stvar, ki je bila zame osebno res največje zadovoljstvo ob tem, da smo pač na koncu izpeljali vse, kar smo si zadali. Vsaka delegacija, vsak dogodek je bil poseben izziv, vedno znova smo sedeli pa smo razglabljali, kako bomo to rešili, ampak na koncu se je vse skupaj lepo išlo, ker nekako nam je že to postala rutina, tako da je že kar škoda, da je konec. Ne vem, kdo se tukaj strinja oziroma ne strinja s to trditvijo. Hvala obema, ne bomo predolgi, zato da bomo pustili nekaj časa danes vendarle za vse tisto, kar si nismo mogli in nismo utegnili povedati v minulih 6 oziroma 7 mesecih. Hvala Matic, hvala Jurček. Zdajle pa, spoštovani gospe in gospodje, Slovenci smo narod pevcev, narod glasbenikov, zelo smo ponosni, da smo v zadnjih 6 mesecih na našem paviljonu predstavljali tudi slovensko umetnost, slovensko ustvarjalnost in čast zadnjega med nastopajočimi je pripadla opernemu pevcu, ki je, to vedno povem, končal hkrati 2 fakulteti, Glasbeno akademijo v Ljubljani in pa medicinsko fakulteto smer zobozdravstvo. To je verjetno najboljši pevec med vsemi slovenskimi zobozdravniki in obratno, gospod Gregor Ravnik. Z njim pa bom danes nastopila tudi njegova sošolka, kolegica z Ljubljanske akademije za glasbo, ki zadnja leta živi in ustvarja v Abu Dhabiju. To je gospa Tajda Jovanović Turner. Tajdo smo spoznali kot solistko na Slovenskem nacionalnem dnevu in res smo veseli, da je naneslo tako, da lahko na našem paviljonu gostimo še enkrat. Na odru pa ne bosta sama, z njima bo eden najboljših slovenskih kitaristov, primorec, tako kot Gregor, Marko Hrvatin.
Oder je vaš. Zapuščene so soline, soju julijskih noči. Tvoje prazne kavedine, nihče več morja ne spusti. In nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti. Kako sonce ljubi morje, vsoga spremeni. Tvoja žitev je končana in poletja žar pojenja, le ga levi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale v soju julijskih noči. Tebe pa so ni nastali, dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so ostale v soju julijskih noči. Tebe pa so ni nastali, dolgo, dolgo tam več ni. Večina prižgejo, nebo nad Pirano zaspani, zvizna pa temno odejo, okrnejo ga še za eno noč in zvono bije dnevno snovu. Vetru prišepne, dobro je šlo, lepo si obrisal, danes ne bo. Lahko noč, temne ulice in pa lahko noč, drugi koraki. Lahko noč, ko ljubi prestrašeni, in pa lahko noč, ponočnjaki. Naj se snida, tema je strop, zaigral na moje strune, stari znana piev. Lahko noč, temne ulice in pa lahko noč, drugi koraki. Lahko noč, ko ljubi prestrašeni, in pa lahko noč, ponočnjaki. Lahko noč.
željo sile, to želim, da se nosite ga na slik. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Jaz ljubim sladki ptiči smev, jaz ljubim od korave. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Kot večer sva s nama, ko je noč je z nama, pa želiva isto sinjova. Nimar mi Balzac ne denar, jaz nor sem le na kriminal. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Recine ljubim lep sonet in rada gledam ballet. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Le češ napravi name vtis, a od baleta ne striptiz. A ne. Kako sva si različna. Ko večer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto sinjova. Če moški lep je in močan, se prvi hip zatriskava. Oj, jaz pa ne. Kako sva si različna. Če bučka blond je ali brinet, od njenih čarov sem prevzet. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Kar ljubim jasne marašti, kar meni všeč je tebi. Bo že tako. Kako sva si različna. Ko večer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ko večer sva sama, ko je noč je z nama, pa želiva isto si oba. Hvala lepa. Hvala za to izjemno glasbeno popestritev. Mogoče jo še rabimo, še pokličemo nocoj. Takole, čisto na zadnji točki našega nepozabnega potovanja smo. Vsem je nekoliko težko in te zadnje besede bodo šle stežka tudi meni iz jezika, če ravno sama sebe razumem kot precej izgovorno osebo. Prav je, da se na koncu vendarle zahvalimo tistim, ki so bili stebri slovenske predstavitve na Expo 2020 v Dubaju. Vsaka zgodba stoji ali pade na ljudeh. Ljudje, ki smo jih imeli čast imeti za sodelavke in sodelavce na tem projektu, so izjemne osebnosti, so v teh 7 mesecih dokazali vzdržljivost, strpnost, prizadevnost, predanost in sočutje. Vse to so lastnosti, ki ločijo dobrega človeka od tistega, ki to ni. Vzgojili smo ekipo, ki jaz rečem vojska, na katero se naša država lahko zanese. In zato bom zdaj povabila na oder kolego Jurčka, da mi bo pomagal pri enem posebnem dejanju. Jurček, brez tebe ne gre. Jurček, zdaj se bova zahvalila tvoji in naši vojski, če temu tako rečem. In sicer najprej kolegici Petri Tolja, ki joka že ves dan in bo jokala še nekaj dni zatem, če jo kaj poznamo. Petra je bila pri nas odgovorna za protokol, za mednarodno sodelovanje, deklica za vse, ker zadnje leta živi in deluje v Dubaju, smo jo cukali za rokavoma čisto za vsako stvar. Petra, hvala ti, nikoli te ne bomo pozabili, niti tvoje zabave za tvojih let. Lara, may I ask you for flowers, please? Jurček, izvoli, čast podeljevalca vrtnic bo pripadla tebi. Petra, izvoli. Še ena, ki joka cel dan, je kolegica, ki smo jo na projekt, jaz bom nekoliko osebna, da boste razumeli, zakaj smo tako srečni in hkrati žalostni.
ki smo jo na projekt dobili lani spomladi, mislim, da točno 1 leto nazaj. Prišla je kot deklica za vse, odprla Instagram profil, ona je bila za, meni je bilo vseeno, ker nimam afinitete do družbenih omrežij, moram priznati. Razvila se je v najbolj zanesljivo oficirko za akreditacije, ki ni v 6 mesecih naredila ene pomembne napake. Če veste, da smo delali v okolju, kjer je bilo prošen za akreditacijo vsak dan na tisoče, potem veste, da je to dosežek vreden ne samo poklona, ampak tudi česa več. Iris Pšundar. Na oder zdaj vabim kolegico, ki se nam je pridružila kot zadnja. Prišla je nasmejana iz Maribora, polna idej in izkušenj, ker je v Dubaju kar nekaj let delovala kot turistična vodnica. Izkazala se je za izjemno zanesljivo oporo vsem poslovnim in regijskim delegacijam in hkrati neizčrpen vir idej o tem, kaj početi v Združenih arabskih emiratih. Na oder vabim zdaj kolegico Judito Mor-Žerdin. Zdaj je čas, da na oder povabim kolegico, ki sem jo spoznala kot prvo, ko sem se priključila temu projektu. Izjemna sodelavka, dobrega srca, širokega razgleda na svet, znašla se je v vsaki situaciji, prestavljali smo jo iz naloge na nalogo, na koncu se je razvila v res suvereno vodjo določenih programskih zadev in upam, Nataša, da te bo v življenje nagradilo s še več takimi priložnostmi, kot je bil Expo 2020. To je Nataša Hribernik. Zdaj je čas za nekaj moških članov ekipe. Na oder vabim sodelavca, s katerim sva sodelovanje na Expo začela kot dobre prijatelje, končujeva ga kot najboljša, s tem se vedno pohvaliva. Verjetno najbolje omrežen poslovni svetovalec kateregakoli nacionalnega paviljona. Človek je odprl WhatsApp grupo Expo Business in vanjo vključil domala vse, ki so se ukvarjali z poslovnim mreženjem. To je kolega, ki stavi na pozitivizem in mu v življenju želim, da bi nadaljeval to, kar je začel v Dubaju. Gospod Marko Limbek. Edini član naše ekipe, ki je pred Expom 2020 že imel bližnjo izkušnjo z Expom, je kolega Gorazd Skrt. Vrhunski poznavalec turizma, iznajdljiv v vseh situacijah in zagotovo najbolj kompetenten za poglabljanje vezi z ženskim delom publike, mednarodne publike, kar ti Gorazd štejem kot kompliment, ker so to pomembne vezi. Gorazd Skrt. Zdaj pa na oder vabim najmlajšo članico naše ekipe, neizmerno prijazno, neizmerno vzdržljivo, neizmerno iznajdljivo, neizmerno pridno PR-oko. PR-oko, ki si jo lahko vsakdo samo želi. Sama sem na področju PR-ja aktivna že zadnjih 25 let in vem, kaj govorim in vem, da ko rečem, da je Amadeja Kavšek ena najbolj talentiranih PR-ok v Sloveniji, da imam prav. Amadeja, oder je tvoj. In to je tudi naš fotograf, pa turistični animator, pa tehnični asistent za vse potrebe. Ne bomo povedali, kaj vse zna delati, ker nas boste prijavili, hecam se. Človek, ki je na zadnjega leta dan, leta 2021, na eni od dubajskih plaž dobil tudi svojo zaročenko. Amadejo, ki smo jo že spoznali, to je Patrik Vašelj. Patrik, hvala ti za vse. To je naš tehnik. Prejle smo se pogovarjali po koncu ogleda filmov v Zeleni in pametni sobi, ko nas je kolegica Monika Šuligoj, vodja kabineta predsednika Državnega zbora, vprašala, koliko tehnikov imate na paviljonu, ki vzdržujejo ves ta pogon, in smo rekli enega. 7 mesecev enega. Človeka, ki je vse zmontiral, vse vzdrževal
pazil na to, da nam tehnika ni zatajila, ker je nekoliko naprednejši, ja, in tudi, da ne zataji moj glas. Človek, na katerega smo se resnično lahko zanesli v vsakem trenutku, Matej Šarf, hvala ti za vse. Zdaj bom pa na oder povabila tudi dva izjemna sodelavca slovenske turistične organizacije, Miho in pa Tjašo. Miha je skromen, prijazen človek z 2 doktoratoma. Ko je bila tukaj ena od prvih delegacij, se je ena od gospa v tej delegaciji, to moram povedati, nekoliko zmrdovala nad osebjem slovenskega paviljona in bila, kot radi rečemo, vsa pametna. Ne znam povedati, s kakšnim ponosom in zadoščenjem sem jo odvrnila, ko boste vi z 2 doktoratoma 10 ur na dan stali na pultu slovenske turistične organizacije in predstavljali našo domovino, takrat se javite na oddelek za pritožbe in pripombe. Miha in Tjaša, izvolita. Danes je z nami samo en član ekipe, ki je skrbila za izvedbo dogodkov. Kot smo povedali, na našem dogodku smo jih od 182 dneh izpeljali skoraj 200, več kot dogodek na dan. Da so ti dogodki lahko bili izvedeni, je bilo potrebnega ne samo veliko dela, ampak tukaj tudi veliko vere v nemogoče. Jan Škarjanec, hvala tebi in hvala vsej tvoji ekipi. Da je slovenski paviljon bil resnični dom slovenstva in da smo tu lahko okušali vse, kar Slovenija dobrega zna in zmore, je bila zaslužna ekipa podjetja Dulcis Gourmet. To je ekipa, ki nas je hranila ne samo z dobrotami iz kuhinje, ampak tudi s prijaznostjo. In nam zdaj na oder povabila čisto vse, ki ste danes z nami. In sicer je to Milan, ki je bil za nas prvi sogovornik, ko je bilo treba usklajevati vse načrte in številke. Tu je tudi Matej. Matej, jaz ne vem, če poznam bolj pridnega natakarja in natakarja, ki je sposoben biti enako prijazen zjutraj ob 8:30 in ob 8:30, ne. Tako da... Tu je tudi Boris, ki nas je izmenjaje z Davidom hranil, razvajal z izjemnimi recepturami. In tu sta tudi 2 člana mednarodne zasedbe naše kulinarične ekipe, to sta Davlat in Tovja. Ampak, da je kuhinja delovala tako, kot je bilo potrebno in ustvarjala čudeže 4500 kilometrov od našega doma, je bil zaslužen človek, ki se mu osebno lahko priklonim do tal. In ga upam lahko štejem za prijatelja, ki mi ga je dal Expo in ga je dal vsem nam. To je gospod Rasto Tomažič. Zdaj pa ne vem, kdo bo podelil naslednje rožice. Oziroma za eno vemo. Matic Vovk, hvala ti za izjemno priložnost, da si pomislil name, ko ste iskali vodjo projekta in programa na Expo 2020, nikoli pozabila. Tale je zame. Super, ampak Matica je bila tudi zate, veš, mišljena.
In seveda hvala našemu Ateju, človeku, ki je postal verjetno najbolj prepoznaven direktor vseh nacionalnih paviljonov. Jurček, zelo, zelo sem vesela, da sem te spoznala, da sem imela čas sodelovati s tabo, da sem se imela čas učiti od tebe tega, čemu rečemo sposobnost navezovanja stikov. To je tvoja največja vrlina, jaz upam, da jo bo še kdaj imel priložnost izkoristiti v prid Republike Slovenije. Hvala ti. Ja. Čakaj, ampak Matic je zate, Zdaj da preverjam, kaj ima za sebe napisano. Ja. Lejte, si bom pač drzno še nekaj povedati. Mi smo res bili ekipa tukaj na terenu, ampak naša, baza v Ljubljani, kapa dol vam v Ljubljani tudi, ki ste nas suportirali z vsem mogočim, kaj je bilo možno, komunikacije ob norih urah, ker smo se pač lovili, kje smo, kaj smo, mi nismo predstavljali ur, vi ste predstavljali ure, pa je vse to bilo. Ampak v glavnem kot vodja projekta celotnega, kot bi rekel vodja in Maticu in meni, Matic, tu je šef, Anuša, ne vem, prvo kaj je, zelo lepo naš predstavlja, to smo videli. Vidim, da res nič napisano razen imen, ampak bi vseeno rekel, da mogoče pa tudi rožica od Matica pa od mene pripada tebi. Ampak ni še konec. Še je ljudi, ki smo jim neizmerno hvaležni, da so nam stali ob strani, bili del te zgodbe in razumeli, da je najbolje takrat, ko stopimo skupaj in ko sodelujemo. To je sodelavec protokola Republike Slovenije, ki nas je naučil manir in pravil, ki nam bodo v življenju zagotovo še velikokrat prav prišla. Gospod Nejc Hočevar. In to so trije glasniki naših zgodb, brez katerih naše zgodbe ne bi dosegle zlasti ne slovenske javnosti in ne bi dale tiste prepotrebne pike na i vsemu, kar smo se trudili početi. Mi smo zelo ponosni, da smo v času predstavitve Slovenije na Expo 2020 sodelovali z dvema pomembnima medijema. Eno je Radiotelevizija Slovenije, ki je bila naš medijski partner, in drugo je Slovenska tiskovna agencija, ki je bila tudi naš medijski partner. Ne vem, če so tukaj še vsi trije novinarji, ki se jim želimo zahvaliti. Prva med njimi je zagotovo najpogumnejša slovenska novinarka. Veseli smo, da je šla v Ukrajino, ampak da se je tudi vrnila. To je kolegica Karmen Švegelj. Karmen, hvala ti, srečno naprej, kamorkoli že te bo vodila tvoja življenjska in novinarska pot. Z nami je danes tudi kolega z Radia Slovenija, gospod Marko Rozman. Marko Rozman je bil človek, ki je vsak mesec pripravljal izjemno zanimive oddaje, ki so zbliževale dva svetova, Združene arabske emirate in pa Slovenijo. Marko Rozman je danes pripravil tudi sklepno predstavitev slovenskih dosežkov na Expo 2020 in sicer studio ob 17, ki ga Slovenci, mislim, da skoraj da še lahko poslušajo. Marko, hvala tudi vam. In tu je kolega Slovenske tiskovne agencije, ki je bil hvaležen sogovornik, ki nam je dal ves čas koristne nasvete in ki je tudi naše Medeji mnogokrat pomagal pri tem, kako krmiliti med vsemi čermi, ki jih nastavlja PR-ovstvo kot tako. To je kolega Alen Pivk. Alen je bil prej še tukaj, ne vem, kje je zdaj. Če ga ne bomo našli, se mu bomo zahvalili kasneje. Še veliko vas je, to so predvsem naše zlate hostese. Mi se bomo hostesam posebej zahvalili, ko bodo zaključile svoje delo na slovenskem paviljonu na Expo 2020. Ne bi bilo prav, mi ne bi bilo pravično, da bi se ta trenutek zahvalili samo delčku njih, tako da se vidimo čez nekaj časa tukaj, zato da bomo zaploskali tudi postavi
deklet in fantov, ki so 6 mesecev od 10 zjutraj do 10 zvečer nosili glas o Republiki Sloveniji vse povsod. Tako, gospe in gospodje, težko je karkoli dodati k temu, kar smo že povedali. Mogoče parafraza najbolj znanega stavka iz filma Casablanca, in sicer naj bo to, kar smo doživeli v zadnjih 7 mesecih, ne konec, ampak začetek lepega in dolgega prijateljstva. Hvala, lahko rečem v svojem imenu in v imenu vseh ostalih, nikoli ne bom pozabila Dubaja.